To, kar si bomo zdajle ogledali, je dobesedno ročno izdelano stanovanje z lesenimi izdelki. Majhno, dinamično bivališče, ki si ga je umetnik Matej Bizovičar opremil za leta, ki prihajajo. Zaenkrat namreč še živi z družino v stari kmečki hiši stran od mesta, ko pa se bo enkrat naveličal kidati sneg, pravi, da bo šel živeti sem, prav v središče ljubljanskega parka Tivoli. Ima pa to stanovanje še eno posebnost. Namreč, bolj ko si ga ogleduješ, bolj imaš občutek, da tudi stanovanje gleda tebe. Boste videli zakaj. Matej, živjo. Živijo. Vi ste sicer po izobrazbi slikar, ne? Ampak vas je prevzel les oziroma oblikovanje, kiparjenje z lesom. Kako je prišlo do tega, kaj najraje počnete? Po akademiji sem dobil neko možnost, da sem začel notranjo opremo delati ene trgovine in pa sem začel delati, pa se je počasi dogajalo to, da je bilo težko te izvajalce dobiti, pa so zamujali, in tretjim pa kar naenkrat lažje začeti sam delati, ne? In potem pa počasi vedno več. In sem kar enkrat gotovo, da je to, no, nekako. Vedno sem spraševal ljudi, pa kakšne starejše mojstre ali pa kogarkoli, sam spraševanje, kako pa to, kaj pa vi pravite, ne? In tako pa počasi se nekaj naučiš, no, učimo se pa skozi. Kar pomeni, da se moraš, čeprav delaš umetnost z lesom, veliko enih obrtniških spretnosti priučiti, ne? Ja, 80% je sigurno obrtniškega dela, ne? Niste pa sam mizar v narekovajih, ampak ste malo tudi štromar, ne? Kar pomeni, da delate tudi s svetlobno umetnostjo. Dajte nam še kaj o tem povedati. Ok, štromar glih nisem, srečno imam tehnike, da mi pomagajo, kar se tega tiče tam, če je že glih treba, kakšen kabel zvežen, drugače pa raj, ne, ker bi bilo hitro narobe. Ja, poleg samega lesa, so me zanimale prostorske postavitve, ne. Ne dolgo nazaj, nekih 6 let nazaj, 5, sem pa prvič tudi za svetlobno gverilo v Ljubljani za en festival naredil projekt Ribogunci, ne, ki se je potem razvil naprej in me je v bistvu to začel. Ti si bil opažen, so me malo začeli tudi vabiti na kakšne festivale v tujino, pa tako. Stanovanje se nahaja v Matejevi rojstni hiši, natančneje v ljubljanskem parku Tivoli. Po smrti očeta je podedoval podstrešje in se zdaj v zrelih letih odločil, da bo treba iz te dediščine nekaj narediti. Ker si je kruh služil tudi kot umetniški mizar, ki se je ukvarjal pretežno s turističnimi objekti, si je vedno bolj želel, da bi nekoč opremil stanovanje tudi zase, pokazal vse svoje znanje in pustil prosto pot domišljiji. Povezal se je z arhitekturnim birojem in skupaj so ugotovili, da bo projekt lažje finančno vzdržen, če se podstreha razdeli na 2 enoti. Manjšo so najprej obnovili in pripravili za kratkotrajni najem, s katerim bo odplačeval kredit. Drugo, nekoliko večjo enoto, pa bo počasi obnavljal za svojo 4-člansko družino. V njej zdaj prebivata otroka med študijem. Matej, kje vi zdaj živite in ustvarjate? Jaz živim zraven Škofje Loke, Svet Andrej, to je nek hrib tam imam tudi delavnico, stara kmečka hiša, po enih 400, po drugih nekaj čez 200 let stara, lesena, dosti tako, še idilična, bi rekel. Ampak zanimivo, ker imate idejo, ne, čeprav razumem, da boste potem enkrat z dežele, z vasi, z kmetije prišli nazaj v mesto, če lahko temule tukaj sploh mesto rečemo, ker ste sred Tivolija, ne? Ja, se dostikrat hecam, da sem iz Tivolija pobegnil še bolj na deželo, ker mi je bilo kle preveč urbano, ne, ampak ja, enkrat verjetno, ne, tudi ko bomo starejši, pa bomo verjetno bolj lažje biti tukaj, ne. Matej se seveda čuti najmočnejšega pri oblikovanju lesa, vendar se je pri tem projektu lotil še marsičesa drugega. Umivalnik v kopalnici je izklesal iz velikega rečnega kamna. Jedilno mizo, kuhinjo in vse drugo leseno pohištvo pa je naredil iz 2 vrst lesa. Hruška je nekoč stala tik ob njihovi hiši na Svetem Andreju, vendar na sosedovi parceli. Ko so jo morali sosedje zaradi gradnje nove hiše podreti, so les podarili Mateju. Jedilna miza mu je delala precej preglavic. Ker je les živ material, ga je zvijalo enkrat v eno, drugič v drugo smer. Zdaj po prvi kurilni sezoni kaže, da se je les umiril. Pisalna miza v nadstropju je še en unikaten kos. Zelo natančno delo je zahtevalo dobra 2 meseca in še vedno se zgodi, da mora kaj malega popraviti. Predali v mizi namreč lahko odstopajo največ za 2 mm, sicer se zatikajo.
Ker les še vedno diha, jih je treba občasno popraviti. Leseni krogi oziroma slike na steni nad kavčem so tudi njegovo delo. Matej se poheca, da tudi slikarstva ni čisto pozabil. To so živalske oči, ki opazujejo, kaj vse ljudje počnemo s tem našim planetom. Poleg opazovalcev so po stanovanju razporejene tudi lesene skulpture domišljijskih živali. Razstavil jih je tako, kot lovci razstavijo svoje trofeje. Sama hiša je sicer iz leta 1800 tam nekje. General Radecki, ki je dobil, on je bil pač pomembna figura v Ljubljani in je dobil kot neke nagrado. Zakaj mu je Marija Terezija dala Tivolski grad, ki je zraven, in potem se je on odločil in je naredil pristavo. Hiša je bila delno mislim, da za služinčat, pa tudi kot konjušnica zidana. Moj oče je bil slikar, pa je imel najprej tukaj atelje, in potem smo počasi lahko pač začeli tukaj živeti in z Jazbinškovim zakonom smo lahko to pol tudi kasneje odkupili. Tu imamo veliko srečo, eni redkih, ker marsikoga zanima, kako. Ja, pač srečo smo imeli. Drugače pa stanovanje 38 kvadratnih metrov, mislim, da je tako nekje, je v dveh nivojih, ima galerijo, ta prostor, ki se nahaja, je pač spodnji prostor z kuhinjsko nišo, ki je pod stopnicami, in v zgornjem prostoru je ta pisalna miza, pa pač prostor za počitek, se pravi posla. Koliko je imela pa vaša žena vloge pri oblikovanju tega stanovanja? Ona je tudi likovnik, super je imeti nekoga, ki mu zaupaš, ker v bistvu, ker si sam pa imaš vse v glavi, mogoče vseh vidikov ne vidiš. Tako da smo zelo veliko predebatirali, kaj pa kako. Na koncu sem več ali manj po svoje naredil, moram priznati. Tudi njej, ker to se je vlekel, to se je zdelo 2 leta, in jaz to počasi, vsako stvar, ne bo tako. Je pa super, ko se je stvari naredil, je ona malo s tem svojim, s to neko žensko milino. En drug princip je noter, ene stvari postavlja, da neke mehkobe dobi prostor, drugače, ker jaz sigurno nisem tega zmožen. Vi ste hrast, ona je pa lipa. Recimo.